Dobrodošli v današnji oddaji, kjer se bomo posvetili kariernim potem diplomantov Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Študij na tej fakulteti ponuja širok spekter znanja in veščin, ki jih lahko diplomanti uporabijo na različnih področjih, od izobraževanja do terapevtskega dela in še marsikaj. Danes sta z nami dva izjemna gosta, Eva Erpič in Simon Purger. Oba sta svojo poklicno pot začela prav na Teološki fakulteti. Predstavila nam bosta svojo karierno pot in z nami podelila izkušnje ter dragocene vpoglede v svoje delo. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena. Pozdravljeni. Ker sem prepričana, da bo vsak od vaju najboljše znal povedati, kaj počne, bi dala kar besedo za začetek vama, da vsak pove, kje je zaposlen in kaj pravzaprav dela. Eva. Hvala, Tanja. Jaz sem zakonska in družinska terapevtka. Začela sem delati v Društvu Človeška toplina, zdaj sem pa že kar nekaj let samostojni podjetnik, tako da delam v bistvu svojo lastno prakso, svojo pisarno v Ljubljani in nekako v tej smeri teče moja poklicna pot. Zelo zanimivo in v bistvu me zanima, ko ste začeli vašo poklicno pot kot zakonska in družinska terapevtka, kaj je bilo tisto, kar vas je navdahnilo, da ste se odločili za ta študij? Mene je navdahnila moja osebna izkušnja. Jaz sem že kot srednješolka imela eno izkušnjo s terapijo, ki je name res zelo dobro vplivala. In takrat sem začutila, da si želim to izkušnjo dajati naprej ljudem, da si tudi jaz želim drugim ljudem prenesti ta občutek, da v stiski niso sami. Ker jaz sem se zelo dolgo časa počutila tako, kot da je ta svet pozabil name. In šele v bistvu s to izkušnjo pri terapiji sem spoznala, da to, kar se meni dogaja, ni neka kazen, ni neko, ne vem, prekletstvo ali neka čudna izkušnja, ker je nekdo pozabil name, ampak da so to življenjske stiske, ki jih vsi mi doživljamo. In da če te nekdo v tej stiski razume in lahko z nekom podeliš to, kar doživljaš, dobiš občutek, da v tej stiski nisi sam in eno moč, da se soočaš z vsem, kar imaš pred sabo. To je bila moja motivacija za mojo poklicno pot. Je pa res, da sem takrat iskala to smer, kako priti sploh do tega poklica, kako se v Sloveniji izobraziti v smeri terapevta. In sem potem sicer z malo daljšo to študijsko potjo vseeno prišla na Teološko fakulteto in tudi tukaj magistrirala. Se mi zdi super to, kar ste opisali, ker velikokrat ljudje doživljajo kot neko stigmo, občutek, da če gredo na terapijo, da potem to pomeni, da je z njimi res nekaj narobe. V bistvu je pa to ena priložnost za rast in za to, da mi nekaj izboljšamo. Ampak če se spomnite nazaj teh študentskih dni in časov, kako so dejansko vsa predavanja in vse, kar ste slišali na samem študiju, potem preoblikovali vaš pogled na odnose? Ali imate občutek, da se ni to nič spremenilo? Ja, jaz mislim, vsak stavek na temu študiju je vplival name in me preoblikoval v eno, ne vem, če lik drugačno osebo, ampak osebo, ki ima neko širino, ki ljudi ne samo začuti, ampak jih tudi lahko razume, ima neko pogled v to, kaj vse se z nami dogaja, kaj vse so odnosi, na kakšne načine nas odnosi zaznamujejo in da v bistvu se temu ne moremo izogniti. Odnosi so vse, povsod, iz odnosov pridemo in to je tako ena taka osnovna potreba kot hrana, kot zrak, tako so tudi odnosi, povsod in vedno z nami. In če to obvladamo in če tle noter imamo vsaj eno pogled, se nikoli jih ne obvladamo v polnosti, ampak če vsaj eno pogled o tem, kaj se dogaja, da niso drugi ljudje sam proti nam ali pa ne vem kakšni, zaradi tega, ker želijo nekam usmeriti tisto energijo, ampak da pravzaprav vsi to počnemo, vsi mi smo kdaj v kakšnem odnosu, ne vem, tudi škodoželjni, tudi kdaj ne vem, s kakšno slabo mislijo, ampak to je sestavni del življenja. Pomembno je to razumeti in to transformirati na en funkcionalen način, da se ne uničujejo naši odnosi, ampak da pravzaprav rastemo. In ta študij mi je to res ponudil, da sem se
sama sebe spoznavala. Mislim, to je bilo tako intenzivno, ker vse, kar slišiš, avtomatsko apeliraš tudi nase in začneš ugotavljati znotraj tega, kje si ti. A si to ti, a je to tvoja družina, kjer del tega, koliko si daleč, recimo se spomnim prav tvojih predavanj, specifičnih problemov v družini, se začneš spraševati, sem zdaj že odvisna, a so ti moji okrog mene ljudje, a so že odvisni, a imamo pa mi tudi te težave, a je v naši tako, a je to samo nek vidik tega, ker vsi imamo kakšno obdobje v življenju, ki ti gre mogoče malo težje ali pa greš kdaj kaj, kakšno neumnost narediš, če lahko tako rečem. In se skozi preverjaš, a je to bila zdaj pač slab dan, a je ena slaba izkušnja, ki ti lahko nekaj da, ali je to že res nekaj, ker imaš težave, ker je treba poglobiti, ker je treba raziskovati. In sploh, če delaš pol še z ljudmi, je to toliko bolj pomembno, da se ves čas preverjaš, kje si ti. Da nisi tudi pol v vlogi terapevta v smislu nek svetnik, ki vse obvladaš in vse veš. Jaz imam tudi izkušnjo prej študija iz druge univerze. In tam je bil tako en tak vzvišen pristop dela, v smislu mi vemo, kaj klient rabi. Tukaj pa ne, tukaj je bil pa res tako en tak človeški pristop. Že do nas, od profesorjev do študentov in ves čas se je poudarjalo to, da smo v bistvu vsi ljudje, vsi krvavi pod kožo in to se mi zdi najbolj dragoceno, konstantno spoznavati. Se ti zdi, da sedaj tudi ta znanja, ki so se ti zdela pridobljena v času samega študija in zelo dragocena, uporabljaš tudi sama pri svojem delu, da konkretno v zvezi s tem primerom tudi ti delaš na tem, da ne deluješ pri ljudeh, ki prijo na terapijo kot nekdo, ki je svetnik, ki ima že vse razrešeno pri sebi, ampak da si dovoliš skupaj z njimi rasti na vse zadnje. Ja, vsakič znova se, pa ne vem, če opomnim, ampak vsakič znova se učim tega, kdo je prišel nasproti mene, s kakšnim tako razlogom je prišel, zmeraj si puščam ta prostor, da tudi če ta prvo uro ne vem, ali pa je prvo uro nekdo tak, se mi zdi, da ima pa en izziv v življenju, ki meni sploh ni domač, pa si pustim prostor, da rečem, ok, ampak vseeno je ta oseba izbrala mene in je prišla k meni. Zakaj? In pol, ko pustim par ur, pa si, ne vem, časih čez tudi 5 uro ali pa kakšno tako že kar kasneje, v procesu rečem, noro, prav zaradi tega je prišel k meni, in točno vem. In se mi zmeri, če pustim ta prostor, potrdi to, da vsak pride z razlogom k meni. Tako da jaz zelo nerada pošiljam naprej, jaz ne vem, je to dobro ali slabo, ampak res vidim, da se ljudje zberemo specifično z eno izkušnjo. Da ni naključje in da na vse zadnje vse z nekim namenom, sploh če je človek pripravljen to videti in imeti odprte oči. Pa če bi danes nekdo prišel do tebe, pa bi ti rekel, jaz bi se želel odločiti za študij zakonske in družinske terapije, pa še malo oklevam. Kaj bi mu svetovala? Ja, itak, takoj se vpište. Zato, ker tudi če nimaš namena delati kot terapevt, je to tak življenjski študij, da ti lahko sam doprinese res v vseh pogledih. In jaz bi se še enkrat vpisala, če bi bila možnost, vse možnost je. Ampak toliko enih znanj dobiš, toliko enih izkušenj, ne samo znanj, toliko enih izkušenj, ki ti res spremenijo življenje in se mi zdi vredno vsake minute na tem študiju in tudi če sam za svoje odnose, za kvaliteto svojega življenja študiraš, je to vredno. Bi želela kaj posebnega izpostaviti kot ključ za uspeh? Ker na vse zadnje eno je zaključiti študij, potem pa grejo študenti na trg dela in morajo nekako pridobiti kliente. Je kakšna taka stvar, mogoče stavek 2, kar bi želela izpostaviti? Ja, mogoče to, da verjamejo vase pa v svojo zgodbo, ker prav vsi smo specifični in imamo nekaj, kar nas ljudje začutijo in bomo zmeraj imeli ljudi, če bomo si dopustili, da pač to živimo in da smo taki, kot smo. Ker kadar gremo v strah, pa v nek krč, kaj pa če, kaj pa ne vem, bo nekdo drug, pa tako, se mi zdi, da nas ta strah zavira, ko pa se odpremo, ko zaupamo, ko izhajamo iz tega, da ja, mi imamo specifične izkušnje in prav zaradi teh specifičnih izkušenj bo nekdo nas začutil in bo prišel k nam, da takrat pa v bistvu se pol naredi ta
čarovnija. In da je to tisti ključ, ki največ pomeni. Hvala za enkrat. Mogoče sedaj malo, Simon, se nate obrnem. Ti si zaključil študij zgodovine, geografije, teologije. Mogoče predvsem glede študija teologije me zanima, kako si ga doživljal? Bi lahko kaj o tem povedal? Ja, jaz sem na teologijo se vpisal potem, ko sem naredil 4 letnike na filozofski fakulteti, ko sem študiral zgodovino in geografijo. In takrat sem nekako začutil, da bi šel na to pot tudi bogoslovstva, ker sem bil sprejet v bogoslovje. Razmišljal sem o duhovniškem poklicu. Vprašanje religioznosti svetega Boga je bilo pa v meni od vedno zelo močno prisotno. Tako da sem ta korak na teološko fakulteto naredil prav s to idejo, da bi morda postal duhovnik, da bi to razčistil. In tako sem se vpisal vzporedno in sem v 2 letih zaključil tudi prve študije, da sem diplomiral na filozofski fakulteti in se potem nadaljeval študij v Rimu, tako da sem 3 leta bil tudi na Papeški univerzi Gregoriani v nemško-madžarskem zavodu Germanik Hungarik. To priložnost sem takrat dobil in sem jo z veseljem sprejel. In ta študij me je res zelo obogatil. Čeprav danes delam kot učitelj v osnovni šoli v Pohorjem Gradcu, poučujem zgodovino, geografijo, državljansko in domovinsko kulturo, pa tudi izbirni predmet verstva in etika, čutim, da mi je teološka fakulteta tako tukaj v Ljubljani kot potem tudi v Rimu dala eno veliko širino, globino in da mi znanja pridejo prav tudi kot učitelju, ki poučuje, ki se ukvarja z mladostniki in tudi kot družinskemu možu in očetu, kar tudi sama. Tako da sem zelo hvaležen za to izkušnjo. Profesorji na teološki fakulteti tukaj so bili res zelo odprti, razumevajoči. Tudi v tem smislu, da sem moral takrat napisati 2 diplomski nalogi. Na koncu prvega študija smo se res lahko normalno pogovorili, zmenili, so mi dali možnost, da nisem čisto redno obiskoval predavanja, ker sem imel toliko drugih obveznosti. Skratka, imam zelo, zelo lepe izkušnje iz tistih časov. Se mi zdi res en tak dober prikaz, kako ste poslušali ves čas en notranji glas in sledili temu, in iz tega je čuti tudi en mir potem, ko se človek odloča v življenju, da res najde pravo pot. Pa če bi mogoče izpostavili, katere so tiste veščine, ki ste jih pridobili v času študija na teološki fakulteti in so še danes uporabne pri delu z otroki? Ja, vsekakor po eni strani te vsebine, ki so bile povezane z, bomo rekli, bolj psihologijo, odnosi, potem tudi recimo stvari, kar se tičejo religije, verstev, ker smo si različni, različno gledamo na vprašanje življenja, smisla, in se mi zdi zelo pomembno, tudi jaz čutim to kot eno svoje tako pedagoško poslanstvo, da z otroki, z mladostniki govorimo o tem, da ima vsak nek svoj pogled v svet, svoje okolje, iz katerega izhaja, svoj način iskanja smisla, ker vsi ljudje v bistvu iščemo na nek način smisel in potrditev svojega življenja. In ravno študij teologije, filozofije, svetega pisma kaže na to zelo bogato zgodovino iskanja človeka oziroma človeškega iskanja v bistvu smisla in odgovorov na neka temeljna vprašanja. In to da vsekakor en velik pečat tudi meni kot pedagogu, tudi ko govorimo o vsebinah povezanih z zgodovino, z vero. Čutim, da sem prejel veliko tudi pri študiju teologije in lahko to tudi potem predajam naprej. Tudi na različne načine, recimo mi hodimo veliko na ekskurzije tudi z učenci, si ogledujemo stvari tukaj v Ljubljani, potem tudi v tujini. Vodim jih recimo na 4-dnevno ekskurzijo v Rim, ki je tudi ena taka dragocena stvar, jo imajo otroci zelo, zelo radi, 8., 9. razred. In nekako srkajo potem iz tistega, kar sem dejansko jaz v življenju dobil, spoznal, doživel. Tako da je to ena bogata dota, se mi zdi. Ja, in tako je čutiti, kot da dejansko res otroci začutijo, da živiš to poslanstvo
ki ga upravljaš, in si predstavljam, da potem so zelo navdušeni poslušalci, tudi če so najstniki, je včasih to izziv, ampak nekje sem zasledila, da si bil celo nominiran za nagrado Global Teacher Award. Bi lahko kaj o tem mogoče rekel? Ja, to je prišlo nekako tudi spontano, ker obdobje nekih preizkušenj, da veliko možnost, da se človek spremeni oziroma da naredi neke korake naprej. In tako kot je bilo pri meni recimo na koncu študija teologije, ko sem se odločal, ali bom posvečen ali ne, sem ugotovil, da me bolj vleče v družinsko življenje. In potem nisem bil posvečen in imam družino. Zdaj je tudi v času epidemije koronavirusa bilo za nas pedagoge, pa tudi za seveda vsakega na svoj način, eno veliko vprašanje, izziv, kako zdaj nadaljavo delati, kako delati z mladostniki, tako da takrat sem začel snemati svoje izobraževalne filmčke in motivacijske, ki so potem postali kar popularni oziroma jih še danes otroci precej gledajo v osnovnih, tudi srednjih šolah, tako da imam veliko lepih odzivov. In zaradi tega mojega zavzemanja za mlade sem bil potem tudi nominiran za to nagrado oziroma sem bil v izboru za naj učitelja. Čestitke. Hvala. Drugače me pa še zanima, če bi danes srečali enega študenta oziroma bodočega študenta, ki se odloča za študij in je še v dvomih mogoče, bi šel na teološko fakulteto ali ne, kakšen nasvet bi mu dali glede na vašo prehojeno pot in dobre izkušnje na teološki fakulteti? Ja, vsekakor bi mu svetoval, da to ni študij, ki bi bil za manj oziroma s katerim si ne bi mogel pomagati konkretno tudi v življenju. Jaz sem tudi, preden sem spet nekako pristal v pedagoških vodah, imel različne izkušnje tudi na drugih delovnih mestih. Nekaj časa sem delal kot turistični vodnik, to še danes občasno počnem. Potem sem bil tudi na Slovenskem znanstvenem inštitutu na Dunaju krajši čas, pa potem krajši čas v Bruslju, v Evropskem parlamentu. Tako da sem imel različne izkušnje, ki so me potem bogatile in sem lahko tudi s to izobrazbo v bistvu doprinesel na tistih delovnih mestih in tudi tisti, ki so mi ponudili službo, so verjeli v ta potencial oziroma so videli, da lahko z to širino nekako tudi dobro opravljam tista dela, ki so bila potrebna. Ja, očitno res lahko na naši fakulteti študenti dobijo eno širino znanja in je uporabno v najrazličnejših poklicih. Tako da se mi zdi zelo dobro to, kar sta povedala iz svojih izkušenj. In na tej točki bi mi počasi zaključili našo oddajo. Jaz bi se vama obema zahvalila za vajen dragocen čas in vama želim v vajinem življenju tako na poklicni poti, kot tudi sicer vse dobro. Hvala lepa. Hvala. S tem zaključujemo današnjo oddajo, v kateri smo spoznali karierni poti naših izjemnih gostov, alumnov Teološke fakultete. Njihova zgodba dokazuje, da študij na Teološki fakulteti odpira številne možnosti za delo na različnih področjih, od izobraževanja do terapevtskega dela. Upamo, da so njihove izkušnje in nasveti navdihnili tudi vas, bodisi pri iskanju študija, pri izbiri študija ali pri iskanju poklicnega poslanstva. Morda pa tudi glede razmisleka o lastni karierni poti. Hvala, da ste bili z nami in se vidimo v naslednji oddaji.